Pa to ni take vrste video, da se napnaš. Punce in fantje, živijo zdaj na kanalu. Danes je z mano en čist poseben gost. Danes je z mano moj Mr. Leskovar, Mr. The One. Pa saj sem že bil, no. Ja pa vem, ampak nikoli pa še nisi bil sam. Ja, saj pa zdaj nisem sam. No, edini gost. Pa saj nisem gost, če sem jaz doma. Na Instastorijih sem vas včeraj vprašala, a bi rajš gledali video o najinem delu ali partnerski Q&A in več vas je glasovali za partnerski Q&A, tako da pol enih vprašanj sva dobila, na katera moramo odgovoriti. 3 zber zase, 3 zame, pa greva. Na 3 vprašanja? Ja, gleda, netko, se ne dela tako. Danes sem poskušala odgovoriti na tista najbolj pogosto zastavljena vprašanja, glede na to, da sva jih dobila 216, verjetno ne bo več na vse odgovorila, ampak na 3 pa tudi ne. Je kaj strah, Leskovar? Ne že, ostrel. Dajmo kar straight to the point. Jaz sem začetla skupaj že skoraj 10 let, naslednje let bo 10 let. In prvo vprašanje je, kako da je Anže, pa v bistvu spoznala sta se v gimnaziji in prvo vprašanje se navezuje na gimnazijo. Kako to, da je Anže šele po 4 letih srednje šole ugotovil, da si mu všeč? No, Anže, I love it. Čak, ampak tudi ni fair, da sta tako mene vprašala. Ja, ti si gost, je treba dati prednost. Kaj je vprašanje? Ja, tako je bilo, ne. Ful enih punce okoli mene je skakali in sem pač rabil čas, da zberem, kjer je ta prava. Kako sem rabil 4 leta, sem spustil. V bistvu sem že takoj vedel, da si mi všeč. Ampak sred 3. letnika si imela enega fanta in takrat sem začutil, da mi to ni okej. Oh my god, kako si iskren. Wow. Mislim, ful lepo. Takrat sem ugotovil. Ful lepo. Zdaj jaz berem, ne? Ne. Jaz bi tudi probal, kako se drži ta telefon. No, telefon. Huawei Mate 20 Pro. Še na testu, ampak so far so good. Kaj vaju najbolj motivira v življenju? Moram povedati, da je to napisal. Lahko veš. Dora, podčrtaj, pika, podčrtaj, Dora. No? Kaj tebe najbolj motivira? Kaj mene najbolj motivira v življenju? Mene najbolj motivira to, da bi rad bil vsak dan boljši v vsem. Sploh boljši človek in bi zato se rad učim nove stvari in probam na vseh področjih se nekaj novega naučiti. Kdaj greva na salso? Kdaj greva na tečaj kuhanja? Čaki, take it easy. Anže je dejansko ful tako velika inspiracija meni, zaradi tega, ker dostkrat, če bi sama sebe poslušala, se mogoče niti ne bi lotila, ampak pol pa tako, ko predebatiram z njim, je pa tako v enem stavku mi da odgovor. V smislu, čitate pa strah, kaj pa lahko zgubiš, kaj pa lahko gre narobe. Pa še na vprašanje odgovor. Ja. Kaj mene motivira? Če me vprašaš če vprašanje glede posla, glede YouTubea, glede kariere, bi rekla skoraj isto, da me zanima, koliko daleč lahko propelam z vsemi raznimi projekti, ki se jih lotam, koliko daleč lahko spravim svojo zgodbo, od same blagovne znamke Lepa Afna do tega, koliko časa lahko ostanem zanimiva in koliko časa lahko delam nekaj, kar me je pred 4 leti začel veseliti in koliko ustrajna sem lahko in do koliko velike stopničke oziroma visoke stopničke lahko spravim kanal, I guess, in vse projekte okoli njega. Če pa me vprašaš osebno, kaj me motivira, bi pa rekla, da spet tudi zelo podobno v bistvu, kar si ti odgovoril. Tako mogoče bi jaz mogla to prvo odgovor, da se ne ponavljala, da ne izpade, kakor da jaz kopiram tebe, ampak ne samo biti boljši človek, ampak
ceniti ljudi, življenje in nič dejansko jemati za samoumevno in me motivira v bistvu, da bi ostala in ponižna in skromna in ne nekje z glavo v oblakih in vzvišena in prav enostavno pod črto, ja, biti boljša na vseh področjih, kar je rekel Anže. Nadaj, gre naprej. Ok, katera je tvoja in katera Anžetova najljubša jed? PS love you. Larčika. Katera je, ok, bom najprej spovedala. Jaz mislim, da glede na letni čas se precej razlikuje, kaj jaz najraje jem. Recimo trenutno obožujem juhe, pa nasplošno jedi na žlico. Od raznih filanih paprik do jod, do juh, bučnih juh. Ampak nasplošno, če bi pa rekla tako eno stvar, bi pa rekla testenine. No, jaz tega ne bi nikoli zbral. Ja, ti nasplošno sploh ne maraš testenin. Zdaj, ko je jesen, mi je ful najbolj všeč sadje kaki. Ampak, če bi mogel zbrati eno jed, ki mi je najbolj všeč, bi rekel po moje, tako da se res razveselim, ko vidim je gibanca, ki naredijo dlje mami. Ja. Ja, pa nasplošno tudi. To je bomba. In jaz probam uno stvar. In dobro. Ne, res, to je dobro, pizda. Ste probali, gledaj? To je dobro, pizda. Ne, res, jaz sem pa ful se sem navlekel na to gibanico. In sem ful začel jesti. Kaj en pri drugem najbolj cenita? Tamara Stepanovič. Jaz pri Leji cenim to, da ima izjemen občutek za soljudi in da zna narediti vzdušje, energijo ta pravo, ko se družimo. Da se vsi se počutijo dobro okoli. A to najbolj ceniš? Ker se tudi jaz pol skozi dobro počutim ob tem. Ja. Razen, ko moram pospravljati. Čarovanca, ne? Te nateram. Ni to grozen. Jaz pri tebi najbolj cenim ful stvari, ampak najbolj pa skuliranost. V smislu občutek za biti skromen, biti preprost, biti enostavno ful simple v dojemanju, v razmišljanju, ne komplicira, zanj ga je vse ful enostavno, kar se tiče življenja, kar se tiče nekih dram, totalno nedramatičen človek. Anže bo vedno, tudi če bo hrana tako, pa če jaz kaj skuham in so tako, to ni ratel dober, moja mami to naredi 100-krat boljš, on je tako hvaležen in reče, Leja, ne bi toliko stroga do tebe, ful je dober. Ja, ne more zmer biti perfekt. Ne more biti zmeri Moraš perfekt. še, da je perfekt, pa rečeš, bolano, pa da je ok, pa pač poješ. Po drugi strani pa tudi tako ful prizemljen v smislu, ne vem, spomnim se, zdaj poleti, ko sem bila na jumbo plakatih in sem bila jaz na jumbo plakatih sam in tako se peleva in jaz, lej, že na jumbo plakatu, ustav, se grejo slikati in on tako, a dej, zdaj se nam malo mudi, da bo pol to, sej bo počakal. Tako skuliran si, tako kalma. Ne, bom jih par jaz. Zakaj? No dej, ti zber. Itak jih je toliko, da. Ali bi imela psa in če, katere pasme bi to bil? Imela bi psa, midva bi imela psa, ne? Sam se pa zavedava, da... Ne, po moje vprašanje za vsakega posebej. Ali bi ti imela psa, pa če bi... Jaz bi imela psa, sploh zadnje 3 mesece imam napad, oziroma ogromno željo, da bi imela psa. Se pa zavedam, da glede na urnik, ki ga imam, ki je zelo tak, en dan tak, drug dan tak, mogoče malo nerealno, da bi imela psa. Tako da to je to. Bi bila pa dobra vaja za pred otrokom. V smislu, ven pelat, nahraniti, zbolih, veterinarju. Sam je tam ena mehka kepa, ki se lahko stisneš k njemu in te je vedno vesel. Tako da jaz bi imela psa. Ni pa realno. Jaz načeloma, to mi je všeč, po moje bilo zanimivo, če bi ga imela. Ampak ne, če je to zame. To je ful dela, moraš ga na sprehod. Čakaj, ampak moram povedati na zgodico. Sem bil menjken, sem ful težil, da bi imel psa.
In pa sem za božička dobil avto na daljinci in so mi starši rekli, ok, dobiš psa, če dokažeš, da si dovolj priden. In moraš avto na daljinci en krog po naselju peljati en mesec. In če ti bo to radil, pa dobiš psa. Baby. In pa so res 14 dni vozil avto po naselju. Tako da ja. Kaj, v njih drugih 14 dni je pa zmanjkalo. Ja, in pa ni bilo psa. Kaj vam gre na živce pri drugemu? Ines 754. Ok, mislim, ja. Meni gre na živce pri Anžetu. Čakaj, tako suvereno štiri, jaz moram razmišljati, pa kar bam. A ja, ups, no daj ti povej. Jaz moram še malo premisliti. Ne, meni gre pri Anžetu najbolj na živce. Kako zdaj to povedati? Mislim, saj veš, kaj mi gre najbolj na živce. Ne vem. Kako me je velikrat postavil v pozicijo, da sem kaj na mami njegova. V smislu, lej, tlele si pozabil tole, lej, stole je treba nazaj k mizi vrniti, miza je umazana, 2 dni posode se jaz nisem dotaknila in pač tam posoda stoji in čaka name. Tako da to mi gre najbolj na živce, se pa ta situacija ful lepo popravlja, tako da mi gre vedno manj na živce. Super. No, v glavnem meni gre prlej na živce. Recimo, da smo nekje zmenjena ob 4, da morava biti, ura je 3:30, ja rabva 20 minut. In jaz že čakam v predsobi, v but oblečen, da greva, ona pa začne posodo v stroj zlagati, pa kuhno brisati, pa mizico v dnevni sobi. Zato, ker imam občutek, kaj moraš narediti, preden greš, ne vem. In valjda zamudiva. Pol zamudiva. Čisto vsakič, ko ganiva, kam greva, zamudiva. Ja, ampak ne zamudiva na stvari, kot so prav ob uri, ob 8, to pa pač ne zamudiva. Skoraj so avion zamudila. Ne. Da si mogla pospravljati. Ni res. Ja. Kaj da ne more počakati. Sej bo, ko preva nazaj, še kar tam. Ja, sam... A več, no, to naprej. Če si nekje zmenjen, pa probaš ne zamuditi. Sploh pa ne zato, ko si pospravlja doma. Ja. Ja. Se še malo izboljšati. Naslednje vprašanje. Kaj je Anže po poklicu? Profesionalni igralec golfa. Kako se to opasno sliši? Ne. A gre na tega? Ja. Če bi imela otroka, ali bi si želela fantka ali punčko? Jaz bi si želela fantka. Jaz sem po moje dolg časov si želel fantka. Zdaj pa, ko o tem razmišljam, je v bistvu vse. Tako... Sem mislila, da boš rekel, zdaj si pa želim punčko. Sem bila, wow, tega še jaz ne vem. Kaj tole? Kateri šport vam je všeč? A kot skupaj delati? Ne vem. Minigolf, zato ker ga vsakič na... Pa minigolf ni šport. Nabijem. Ja no, ampak to delava skupaj. To je družabna igra, ko škrebelj. Kateri šport? Ok, rolanje? Bova tako rekla. Kateri šport je všeč za gledati? Ali pa nama je skupaj všeč za gledati, ko vedno gledamo? Golf? Ne. Basket? Basket. Zdaj je evropski prvak. Slovenija! Ok, kjer šport nama je všeč, da midva skupaj delava? Rolava? Ok. Je to šport? To ni šport, to je Ja, kaj pa je? aktivnost. Ok, no pa šport. A je šport... Ping-pong igrava skupaj. Ne, nisva ga že 100 let. Kako na morju sva igrala? Dobar, enkrat po 100 letih. Letos. Ja, no, kjer šport? Hodva v hribe skupaj, ful sva že, midva sva dejansko taka malo penzionerčka, ampak nama je všeč. Kaj boš rekla, skupaj delava pilates? Ja, skupaj delava pilates. Vsega. Je vsega. To večkrat kot ping-pong. Pa skupaj hodva v hribe. To je pa to, kar delava skupaj od športa. Pa plavava skupaj. Ampak kjer šport nama najbolj všeč skupaj? Rolanje. Rolanje. Ja, rolanje. Rolanje. Ok. A se kdaj kregata? Ljubscina 1. A se kdaj kregava, Anže?